Glasba je in je vedno bila tudi posel. Ustvarjalci, ki stavijo vse na glasbeno kariero, veliko tvegajo. Poleg navdiha je namreč pomembna tudi poslovna žilica. Smo podjetje, pravijo fantje iz glasbene skupine Joker Out. Uspelo jim je doma in tudi v tujini. Napolnili so dvorane po Evropi, razprodali so stožice. Jaz bi rekel primarno, da je vse to, kar se zdaj dogaja, rezultat zelo usklajenega delovanja nas petih. Moramo v bistvu razmišljati bolj v nekem smislu kot podjetniki. Zadnja leta se po zaslužkih uvrščajo v sam vrh slovenske glasbene scene. Prihodki njihove založbe so leta 2023 presegli 1 milijon evrov. Zdaj to sam nek čist zaslužek, ne? Ne vem, če bi še kle sedel, če bi bil čisti zaslužek. Veliko denarja reinvestirajo v turneje, snemanja in organizacijo koncertov, pravijo. Imajo okoli 40 sodelavcev. Lanska evropska turneja. Nekje moraš pati, z nečem se moraš voziti in recimo avtobus, ki ga moraš najeti, za to pač stane 50.000 evrov. Ja, Za en mesec. za en mesec, pa mislim, da je še več, no. Med glasbeniki, ki so v zadnjih letih zaslužili največ, najdemo še podjetje Aleša in Marjetke Vovk, ki je povsem pri vrhu. Podjetje Natalije Verboten in njenega partnerja, pa podjetja izvajalke Senide, Jana Plestenjaka, Jožeta Potrebuješa in Uroša Umeka. Okoli 500 milijona evrov prometa ustvarijo tudi podjetja glasbenih skupin Siddharta in Bigfoot Mama. Glasbeniki lahko služijo na več načinov. Koncertiranje in nastopi, prodaja glasbe in izdelkov za oboževalce. In še en pomemben kanal, finančna nadomestila za predvajanje njihovih avtorskih del. Prav to zadnje področje pa je že desetletja podvrženo aferam in boju za prevlado med različnimi interesnimi skupinami. V središču večine zgodb pa Sazas. Dobro večer. Kaj se dogaja z denarjem od slovenske glasbe? Sazas je kolektivna organizacija glasbenikov, ki od tistih, ki avtorsko glasbo predvajajo, to so mediji, gostinski lokali ali pa organizatorji javnih prireditev, terja finančno nadomestilo. Zbrani denar nato deli med glasbenike oziroma lastnike avtorskih pravic. A vrsto let so se pojavljali očitki, da Sazas denar deli netransparentno, da ni jasno, kdo dobi koliko in zakaj. Nekateri glasbeniki so neomajno podpirali Sazas, spet drugi so bili kritični. Redki, kot pevec skupine Šankrok Matjaž Jelen, so bili kritični tudi javno. Torej, v letu 2014, če je bila ena moja pesem zavrtena 5krat, govorim simbolično, bom dobil 5 evrov, če je bila zavrtena 5000krat, bom dobil 5000 evrov. In do teh podatkov je praktično nemogoče priti na kakšen način. Kdo pa ima te podatke? Samo oni pravijo, vodstvo Sazasa, da je to poslovna skrivnost in da je nemogoče priti. Ko so mi pa rekli, ti bomo pokazali te podatke, so me povabili v prostore Sazasa, tam je pričakala disciplinska komisija, izrekli so mi ukrep, da javno, očitno, kakor danes blatim ime kolektivne organizacije Sazas. Na vrata Sazasa in na naslov nekdanjega predsednika tega združenja Matjaža Zupana so leta 2015 potrkali kriminalisti. Kriminalisti na Sazasu, sum pranja denarja in zlorabe položaja. A leta 2020 je tožilstvo med sodno preiskavo od pregona odstopilo. V Sazasu pa pravijo, da denar namenjen glasbenikom delijo transparentno. Ljudje iz Sazasa so preiskave in kritike pripisovali predvsem interesom nekaterih drugih kolektivnih organizacij, ki prav tako pobirajo denar za lastnike avtorskih in ostalih pravic. Poleg Sazasa sta najpomembnejši organizaciji še IPF in AIPA. IPF so konec 90-ih let ustanovile najmočnejše domače založbe, Dallas, Menard in denimo Nika Records. IPF skrbi predvsem za pravice tistih, ki izdajajo in proizvajajo nosilce zvoka in tudi slike. Gre predvsem za pravice domačih in tujih založb. AIPA pa se osredotoča na zaščito pravic avtorjev audiovizualnih del, denimo filmov in videospotov. AIPO vodi Gregor Štibernik, ki za svoje delo prejema več kot 6000 evrov mesečno neto. Pred leti pa je vodil tudi organizacijo IPF. Sobivanje teh organizacij pa je bilo v preteklosti vse prej kot idilično.
tožbe, obtožbe, sumi odtekanja denarja in celo detektivska zasledovanja. Vse v imenu boja za nekaj 10-milijonsko pogačo iz naslova avtorskih pravic. Prav gotovo gre za senčno stran zgodbe o slovenski glasbi. Sazas je bil v javnem sporu tudi z nekdanjim lastnikom mreže najbolj poslušanih radijskih postaj Infonet Leom Oblakom. Oblak, ki je obvladoval tudi popularni Radio 1, je Sazasu očital netransparentno delovanje. Sazas pa Oblaku, da so njegove radijske postaje neplačnik avtorskih pravic. Je morda ravno zaradi obveznosti do Sazasa pri nekaterih slovenskih radijih vzniknila praksa, katere del je očitno tudi Aleš Volk alias Rej. Tole je seznam 10 največkrat predvajanih skladb na komercialnih in ostalih radijskih postajah v letu 2019. Pri kar 8 od 10 skladb je kot avtor podpisan Rej oziroma Aleš Volk. Ob njem pa pri večini skladb še neznana imena. Hunter Art, Snare Thomas, Piština. Po poizvedbah na spletu ni mogoče ugotoviti, kdo pravzaprav so omenjeni avtorji. Gre torej za psevdonime, ki so podpisani pod večino najbolj vrtenih skladb na slovenskih komercialnih postajah v leto 2019. A kdo se skriva za temi psevdonimi in zakaj takšna anonimnost? Do komercialnih postaj kritična avtorica slovenske zabavne glasbe Miša Čermak je na to vprašanje v Državnem zboru že pred leti odgovorila takole. Kdo sta Art Hunter in Thomas Snare? Me je zanimalo. In sem mogla precej brskati, da sem prišla do pravih podatkov, ki so dostopni na spletu, ponavljam. Tale je bil recimo dostopen na ruski spletni strani. In piše, da je en avtor Boris Perme, Art Hunter, drugi Thomas Snare je pa gospod Čop. En je urednik na Radiu Infonet, drugi je direktor na Radiu Infonet. Tomaž Čop in Boris Perme sta bila torej očitno kot soavtorja podpisana tudi pod evrovizijsko skladbo dueta Maraja Here for You, ki se je na radijih prav tako precej vrtela. Kakšni so interesi, da so direktorji založbe in uredniki Infoneta so avtorji enih pesmi? Kaj se dogaja, da glasbeniki pristanejo na to vrstno, bom rekla, sodelovanje? Nekateri naši viri so prepričani, da gre za shemo, ki naj bi na Infonetu nastala že v času Lea Oblaka in po kateri skladbe soustvarjajo kar sodelavci radijev. Te skladbe pa se na teh radijih nato največkrat zavrtijo. Razlog? Na ta način se tudi zajeten del denarja, ki ga morajo radijske postaje plačati za avtorske pravice, vrne nazaj na radio. Slišati je celo špekulacije, da se nekateri zaradi tega kot soavtorji zgolj podpisujejo, čeprav v resnici ne sodelujejo pri ustvarjanju glasbe. Kako sporno je takšno početje? Mnogi slovenski glasbeniki menijo, da to siromaši slovenski glasbeni prostor. Tudi mi še nismo ugotovili, kaj je formula za priti na komercialni radio. Izdamo komad, upamo na najbolje, ampak nikoli ne veš, kjer se bo dejansko zavrtel in kjer ne. Mogoče gre zdaj poznanstvo? Mislim, definitivno. Ja, mi smo prišli na komercialen radio. Definitivno. Mislim, pomaga, ampak mi smo prišli na komercialne radije brez vezi in poznanstva. Tako da se da tudi, ampak ne vemo pa, kaj je ključ. Če je na komercialne postaje težko prodreti izjemno popularni zasedbi Joker Out, je za nišne glasbenike, kot je Milan Kamnik, ki poje v žlahtnem koroškem narečju, še toliko težje. Neki pošlješ, pa se predstaviš, recimo predstaviš novo ploščo, pa se tu nekaj konča, ker te playliste pa hodijo iz Ljubljane, ker pač jih nekdo napiše in vse te radijske postaje, ki so zdaj pač v lasti, bom rekel, privatnih lastnikov, imajo zelo podobne playliste in to je prav groza poslušati, to so muziki. Če je Milan na sceni že več kot 30 let in ima za sabo 10 albumov, pa je mlada, a že nagrajena rokovska zasedba Delta Riff šele dobro zaorala ledino. Prvič smo se na placu dobili kakšne 2 leti nazaj, zdaj le glih maja meseca je bilo 2 leti. Na sceni smo pa 9 mesecev oziroma 10 mesecev.
Tako kot Joker Out želijo čez čas tudi oni polniti dvorane po Sloveniji, morda celo živeti od glasbe. Pred izidom je prva plošča. Kako naprej? Zdaj odprti smo seveda za kakšne založbe in tako dalje, ampak imamo pač neke določene pogoje, od katerih ne bi odstopali. Čisto iz stališča tega, da recimo Beatli v lasti nimajo svoje muzike, pa bi jo at the end of the day mogli imeti. Neodvisnost pa je recept, ki so ga izbrali Joker Outi. Fantje so sicer dobili ponudbe založb, ki pa so jih po posvetu s pravnico zavrnili. Jaz se prav spomnim, da pri tej odvetnici, ki smo bili, ko smo jo poslali neko pogodbo, ki smo jo dobili, je takoj odgovorila, to je sužnjelastniška pogodba. Danes imajo svojo založbo, kar pomeni več odgovornosti in dela, a hkrati tudi več poslovne in umetniške svobode.